na nivo samci in samice. Ne? V živalskem svetu je pač ful očitno, da so samci tisti, med katerimi so frekvence. Ne? Oni se šopirijo, oni se potem, ne vem, pretepajo, butajo z rogovi, s tacami tavčajo, kakorkoli cupajo z kljuni. Medtem ko v človeškem svetu to ni tak, mislim, vse se tepajo moški, kdaj tudi, ne, ampak tega je zelo tak, ne, malo. Se mi pa zdi, da med ženskami pa ful na tekmovalnosti v bistvu je in da je vzrok ravno v tem nekem, v tej frekvenci, ki jo včasih začutijo ženske med sabo, recimo, da prijeta v prostor dve alfa ženski, če bomo zdaj to tako imenovali, in kar neka napetost nastane, ki v bistvu, to moški lahko včasih tudi začuti, ne? Če stoji tak svoja ženska, pa ena druga ženska, pa ta druga ženska ne pa še vaše ženski, ne? Pa ti stojiš ravno vmes, ne? Pa pol nekaj tak se ti zdi, kot da ti piha malo za uho. Med ženskami včasih začutiš neko napetost, ne? Jaz to imenujem ženska frekvenca. Ne? Se so tudi prijetne frekvence, ne? Ampak govorimo o tekmovalnosti. In se mi zdi, da pač ženske že iz preteklosti, če zdaj pogledamo, kakva življenja so ženske pred nami živele. Ne? Čist vedno itak nikoli ni bila dovolj dobra, oziroma ni mogla biti to, kar je to. Tak ali tak, ne, v ful starih časih, dobro, da če gremo v prazgodovino, so ženske bile tudi voditeljice, to vem, ne, da mu je tudi uho odgriznila moškemu, če ni bil pridi, to sem dokumentarec gledala. Ampak v osnovi pa pol kasneje se pa začelo dogajati pač to natlačenje skozi generacije, ženska bila samo pač neki človeški stroj, ali za otroke, ali za čuvanje, ali za skrb za gospodinstvo, ali za zabavo. V glavnem, nikoli ni mogla biti svoja, ne? Tako danes rečemo, da pač, zakaj ne možeš biti svoja danes? Ker mogoče nosimo v sebi v bistvu eno tako kolektivno rano iz preteklosti, ki je ne znamo zaceliti. In ko tako rečemo, na primer, da smo si dosti same krive, je ravno tu problem, ker mogoče sploh nismo imeli tega naredili, ampak je že toliko se prenaša, že to skozi zgodovino, da v bistvu danes si rojena z občutkom, mogoče, da ne moreš biti ti, bi rada bila ti, ampak se vedno nekako v sebi srečuješ z nekimi čudnimi občutki. Si imela ti to? Mislim, ja, vsakih 5 minut, ja. Pač ja, mislim, ženske smo itak to, da tekmujemo, po mojem pač tudi en odraz tega, da smo veliko v življenju nesigurne, glede svoje pozicije, kdo smo, kaj smo, vse skupaj izvira iz tega, da tako zelo preveč razmišljamo o tem. Pač moški se mi zdi, da se ne ukvarjajo toliko, vsaj s tem, ženske smo res pač nagnjeni k tej analizi vsega, kar se nam dogaja, pa vsako misel tako zelo vrednotimo. Potem pa tudi v bistvu sebe s tem razvrednotimo in se vse pač to nekako kopiči, se mi zdi v nas. No. Zato tudi imamo žensko tak odnos mogoče, ker smo res nesigurne smo in ponavadi itak so tisti ljudje, ki so nesigurni, toliko bolj nagnjeni k tekmovalnosti, k malo slabšemu odnosu. No. Ker sam sebe, vidiš, mislim, jaz v trenutkih, ko sem nesigurna, sem ekstremno neprijeten človek, to tudi vem in najbolj neprijetna sem takrat ne toliko do drugih ljudi, kot same do sebe, ker kaj si pa lahko ženska naredi sama sebi v glavi v 2 minutah, je pa kar en mali horror film, ne, Hitchcock je kamilca. Samo priznaš pa ne na tega dosti krat, recimo nazven, jaz vem pri sebi tudi, ne, jaz ful pač sebe samo kritiziram, pa to ne, vzven pa si potem kao, ne, Facebook, Instagram slike, razumeš, ne vem, mislim, ful samozavestna ženska, ampak v resnici pa ne. Jaz v bistvu sem vse, kaj sem naredila v svojem življenju, kar se tiče nekih od stand-upa do pač kaj pišem, v bistvu vse temelji na tem, da nisem toliko samozavestna. No. Mislim, jaz mislim, da hkrati, koliko je pač ena taka stvar, da ne vem, da v življenju doživljaš ene stvari, pa se boriš malo sam s sabo, koliko je to lahko boleče za človeka samega, je pa to en tak vir produktivnosti in kreative in istočasno pač te to bogati kot človeka, ker nekatere stvari v življenju ne dojemaš tako kot pač drug ostal svet. To, da se jaz določenih stvari lotevam s humorjem, ne pomeni, da jih ponižujem, pomeni samo, da jih čez to predelujem. Tako da zdi se mi, da ne samozavest sama po sebi ni nič tako zelo slabega, če jo znaš uporabiti sebi vpritno, pa se učiti. To ne bi, ne, res, fak, ja.
To sploh ne bi mogla boljše povedati, ker zdaj si prav meni tudi prevodila s tem, tako da hvala. Res, prav ta trenutek sem zdaj doživela prebojenje. Kak je v bistvu fajn, kak je v bistvu ta ne samozavest, ki je del ženske, še posebej že iz otroštva, tudi dar na nek način. Ne samo breme ali pa bi lahko na tak način ženske začeli gledati tudi na to, ta košček ne samozavesti, ki ga nosimo s seboj, ne, to si v bistvu ful dobro povedala. Ker to, ko si rekla, da se izražaš skozi, mislim, da v bistvu skozi svoje stand-upe pa to daš ven, na nek način rešuješ to svojo frustracijo, oziroma ne, jo izražaš. Ne. Jaz pa tudi skozi pisanje, na primer. Ja, to je terapija, ki mi jo drugi plačajo. Ja, sem tudi spomnila, na primer, meni je tudi en prijatelj rekel, pa sem bila tako, ono kaj te govoriš ti, ne. Ampak on je rekel, ne, da sem jaz to knjigo v bistvu napisala zato, ker jaz nisem bila razumljena od moških. Ne zato, ker jaz nosim s sabo pač ful nekega znanja, ki ga morem zdaj moškim predati, to tudi malo, ne, ampak v osnovi vedno izhajamo iz sebe. Vsi naši vzgibi pa to so v bistvu iz tebe, ne, še posebej umetniško ustvarjanje, recimo, pa vse to nastopi, pa to, ko nekdo nekaj ustvari, je pravzaprav neka njegova stiska, neka njegova frustracija. Ker pa si delimo dosti krat te frustracije, sploh ženske imamo ogromno skupnega, naprimer, ne, so pa bolj te stvari, ko jih damo ven, nekateri tudi zelo super za druge, da se opogumijo, ne. Tako da ta večer je tudi v bistvu, mi dve izražamo v bistvu svojo frustracijo. Hvala, da ste del tega. Ponavadi to samo svojemu pesu govorim, da pa... Zdaj gremo pa še malo dlje, ne? Tanja, vstani. Maja, Mama se vstane. Če mi vedela, da ima imele merjenje moči. Se hodim za na fitness, hvala, vem, da se mi vidi. Zdaj pa, kateri del telesa, ker ne, pač predvsem dokler se ne začneš ukvarjati sam s sabo, ne, res globino sebe, ne, se vedno začneš najprej, ker živimo v taki družbi, ki te tako zgoji za zunanjostjo ukvarjati, ne. In kateri del telesa, Tanja, je pri tebi odvedno del telesa, ki se ga siliš ljubiti? Vem, kjer je del telesa, se ne silim, ne, ampak dobro. Pa kaj pa, mislim, jaz načeloma želela si samo eno besedo, a dobila boš ja, prosim. Ja. V bistvu jaz se že, jaz sem vseeno usedla, kaj me boste videli. Ne vem, jaz se pač trudim tekom svojega življenja ljubiti marsikateri svoj del, ker sem pač tekom svojega obstoja imela veliko težav sama sabo in svojo samopodobo in se še s tem zdaj tako zelo borim. Tako da, ne vem, po mojem pač ta netopirski del tukaj mi ni najbolj cool, pa bedre včasih bi lahko imela ono lukno vmes, pa nikoli ne dobila, pa fukročke so tu, čeprav so cool za ene stvari, za druge so manj. Mislim, siciram se lahko na tej točki, pa tu imam eno piko na nosu in se rajši z tega profila slikam, pač na živce mi gre. Mislim, ko sem površinska, sem lahko do konca. Tako da ja, borim se ljubiti celo sebe že po mojem kar nekaj let, ker kot se ti ene stvari v otroštvu zapičijo tu not, pa ostanejo tu not, si lahko star tudi 34 let, pa še už vedno šel po ulici, pa te bo nekdo pogledal, pa ne bo tvoja prva misel, fakt, smo bila všeč, ampak pizda, kaj je za zaplapolalo, ali kaj je to? Tako da ja, to je vsakodnevni projekt ljubiti samega sebe in določene svoje dele, samo pač tu so klinci. Ja, ampak bi rekla, da to vsakodnevno delo tudi napreduje, kaj? Mislim, si napredovala? Ja, definitivno, mislim... Vaja dela mojstra. Ja, vaja dela res mojstra. Ne, dejansko, sej, čez čas pač tudi spoznaš, da pač to mogoče niso najbolj pomembne stvari v življenju, pa čez čas vidiš tudi globija od tega. Je pa res, da pač si pač na koncu dneva si vseeno človek, pa na eni točki greš na plažo, ne? Ali pa zdaj v Banovce, če imaš srečo. In valjda se, mislim, normalno se obremenjuješ stvarmi še vedno naprej. Pač probaš ene stvari spremeniti, ene stvari pa pač ostanejo, pa zavedaš se, da si pač tudi zaradi tega, ker si zmagal v osnovni šoli v merjanju kožne gube, osnovna šola Fram, tu sem pa bila jaz glavna. Pač, da te je to tudi pač izoblikovalo človeka, v katerega si, pa pač zaradi tega
se nimaš česa zasramovati. No. Tak da. Ampak ja, se pa moraš, jaz mislim, da vsaka ženska, tudi moški... Konstantna borba. Ja, se mislim, da imamo vsi neke svoje stvari. No, pač, ni škoda energije in časa. Čeprav, to je spet tisto, ko praviš, ne? Če rečemo, da je to prednost, ne samo zavesti tudi zunanjega pogleda vpliva, ne, tu je zdaj pač nekje tudi meja, ne, ki je tisto, da je škoda, ki pa je tisto, da more malo biti, da pač te to oblikuje, to te sploh pravzaprav, spet se prebujam, gledajte me v aktu. Gledajte jo v aktu. Ok, Maja. Ja, pač gola se mi včasih, ko se prebujam, tako duhovno. Ja. In zdaj se spet pozavlja, ker sem v bistvu čist ven vrgla ta akt, ker sem si sebe bolj predstavljala dejansko v aktu. Vidiš, tako pa ljubiš samega sebe, ne? Ko si sebe predstavljaš pri tem.